Noč za prebivalce Vipavske doline ni bila mirna. Nevihte, bliski in grmenje so bolj spominjali na kakšno poletno neurje. Količina zapadlega dežja pa je vzbujala skrb že pred jutrom. Do polnoči smo spali dobro, potem pa ne. Najprej so prestopili bregove potoki in manjše reke, potem pa je začela nevarno naraščati tudi reka Vipava. Prebivalci so takšnim vremenskim muham izpostavljeni zadnjih nekaj let. V takem obsegu se prej niso zgodile vsaj 70 let. Živim že 50-60 let in nisem doživel tega. Tega ni bilo še tukaj. Popoldne napetost narašča. Pripadniki civilne zaščite zaprejo poplavljene ceste. Smo teli do mame in smo videli, da tle pot je poplavljena. Smo šli po drugih krajih, je tudi poplavljena, sedaj samo čez Kras. Začenjajo se priprave na bližajočo se povodenj. Zdaj mizo bom riskirala, hladilnik je že preživel poplavo, tako da tiste stvari, ki jih želim ohraniti, sem dvigana. Pri Blažičevih v Vrtočah se sedaj tresajo in čakajo, kdaj jim bo voda zalila hišo. Gospod Blažič, v zadnjih letih kolikokrat pa se je to res zgodilo? 3-krat. Kolikšna je bila škoda? Škoda je bila ogromna. Zavarovalne premije so za hiše izpostavljene poplavam višje. Davek na nepremičnine pa bo kljub temu, da je ta hiša tako izpostavljena poplavam isti? Isti kot Mirno ali pa Gorice. Zakaj se poplave v takšnem obsegu pojavljajo v zadnjih letih, lahko le ugibamo. Žrtve poplav si želijo le, da ne bodo o procesu ugotavljanja, pisanja študij in podobnih stvari, za katere naši uradniki radi porabijo toliko časa in denarja, sami pozabljeni.